Lep pozdrav v imenu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in hvala seveda tudi Ministrstvu za kmetijstvo za vabilo, se z veseljem odzovemo, če se le da. Zdaj, nekaj sporočil so v resnici že moji predgovorniki podani. Sporočila Mednarodnega podnebnega panela in pa znanosti ne gre prezeti, so zelo jasna. Znanost je jasna, podnebne spremembe so resna grožnja, so tukaj in zdaj. Hitrost in intenzivnost podnebnih sprememb prehiteva vsa predvidevanja, ki smo jih nekako doslej predvidevali. In seveda, po drugi strani pa vidimo to tudi v naravi. Ravno danes smo ponovno v strahu, kaj se bo zgodilo, napovedani so ponovno ekstremni padavinski dogodki. Vemo, da je še od prejšnjih poplav, da brežine niso utrjene in tako dalje in zopet napovedujejo ravno tam na teh lokacijah, kjer je bilo že doslej najhuje ali pa najbolj na udaru lokalno prebivalstvo. In tukaj mogoče tudi samo tako medklic ali pa informacija, da projekcije, ki so bile pripravljene na ARS-u, tudi glede padavinskih vzorcev, so natanko na teh lokacijah tudi napovedali, da bo prihajalo do največjih povišanj pretokov rek v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb. Tako da znanost tukaj imamo podatke, vemo, da moramo ukrepati in priložnosti so, številne možnosti imamo, da ukrepamo. Je pa pomembno, da ukrepamo tukaj in zdaj in to je tudi sporočilo zadnjega sinteznega poročila IPCC. Okno za ukrepanje se vse bolj zožuje. In seveda, kaj zdaj to pomeni tudi potem za naše nacionalne politike? Že Računsko sodišče opozarja, da Evropa je cilje podnebne za 2020 dosegla, vendar so bili te mili z temi novimi sporočili znanosti, z zakonodajnim paketom pripravljeni na 55, se ti cilji bistveno zaostrujejo in Evropsko sodišče že danes opozarja Računsko, da grozi, da teh ciljev za 2030 ne bomo dosegli. Za menoj vidite grafiko, kako so se te cilji skozi obdobje zaostrovali in kakšna je trenutno ta vrzel, če ne bomo pravočasno ukrepali. Če se osredotočimo bolj na Slovenijo, imamo izkušnje z obstoječim NEPN-om, vidimo, da je Slovenija večinoma uspešno izvajala tiste ukrepe, ki so nekako že bili uvedeni, tiste nove dodatne ukrepe ali pa tisti, ki so v pristojnosti večjih resorjev, tam pa se je zatikalo. Na Direktoratu za podnebne politike želimo ta problem nasloviti tako skozi pripravo podnebnega zakona, da uredimo ta institucionalni okvir, ki bo zagotovil bolj učinkovito izvajanje teh ukrepov. Na drugi strani pa je tudi trenutno v prenovi nacionalno-energetski podnebni načrt. Za menoj vidite, kako se zgoraj po obstoječem NEPN-u cilji zaostrujejo, kar je vidno spodaj. Na področju emisij projekcije kažejo, da glede na ukrepe, ki jih imamo identificirane, bo relativno majhen napredek v zmanjšanju emisij na ravni države, vendar pa znotraj ne ETS sektorja, se pravi stavbe, promet, tudi kmetijstvo, pa se te podnebni cilji oziroma zmanjšanje emisij nekoliko bolj zaostruje. Zdaj, če pogledamo, kako bo to zmanjšanje predvidoma potekalo po različnih sektorjih, vidimo, da je poleg prometa kmetijstvo eden izmed tistih sektorjev, ki trenutno predvideva relativno majhno zmanjšanje emisij, medtem ko na področju stavb oziroma široke rabe pa je to zmanjšanje bistveno večje in to je tudi stavbe so eno od področij, kjer smo v preteklosti uspeli v Sloveniji precej doseči, kar tudi kaže, da če je volja, pot obstaja, je možno tudi doseči te cilje. Hkrati pa s tem tudi druge učinke dosegamo, naprimer, udobje bivanja, nižji računi za energijo in tako dalje. V drugi tabeli pa je še povzeto tudi, kako so sektorski cilji do leta 2050 določeni v dolgoročni podnebni strategiji in zopet tukaj vidimo, da kmetijstvo nekako, ven štrli glede predvidenega obsega zmanjšanja emisij. In če vzamemo to kot izhodišče in potem projiciramo naprej v leto 2050, vidimo, da se tudi sektorska struktura v celotnih emisijah precej spreminja in po teh projekcijah bi leta 2050 kmetijstvo znaten delež emisij predstavljalo v celotni strukturi emisij, ampak podrobneje o tem bo dr. Verbič v naslednji predstavitvi, ki bo pojasnil, kakšni so tudi trendi in kakšni so ukrepi znotraj sektorja, tako da v kmetijstvu niti ne bi toliko podrobno. Morda bolj, kakšna je splošna usmeritev NEPN-a in pa politik na tem področju za zmanjšanje emisij. Na prvem mestu zagotovo učinkovita raba energije v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Tukaj vemo, opustiti moramo premog. Trenutna strategija predvideva najkasneje do leta 2033.
tekoča goriva v prometu in tudi v širši rabi moramo opustiti. Promet je zagotovo eden, bom rekel, večjih izzivov v Sloveniji. Imamo precej dela še na infrastrukturi, na ponudbi, na kakovosti storitev, tako da bo kar trd oreh zagotoviti neko, bom rekel, trajnostno alternativo ali pa možnost ljudem, da res preklopijo na bolj trajnostne oblike mobilnosti. V industriji pa seveda klasična je zamenjava goriv, poleg tega pa je bolj pomembno, bom rekel, dodatni prihranki tukaj, ki jih danes še ne dosegamo, so zagotovo krožno gospodarstvo, novi poslovni modeli, sama sprememba procesov, poleg same učinkovitosti v teh procesih preko zamenjave elektromotorjev, izrabe odpadne toplote in tako dalje. Seveda pa mora tudi kmetijstvo svoj del prispevati. Sektor kmetijstva je eden tistih najbolj na udaru, kot je bilo že rečeno, po eni strani z vidika zmanjševanja, blaženja, po drugi strani z vidika prilagajanja. Vemo, da vsi te ekstremi zelo lahko prizadanejo kmetijstvo, če ni suše, pa ta vpliva na kakovost, količino krme, pa vidimo, da lahko poplave celo odnesejo to krmo. Tako da tukaj je res kmetijstvo res na udaru podnebnih sprememb, to sem malo banaliziral sedaj, no, ampak vemo, pridelki so ogroženi in potrebno bo tudi tukaj zelo se prilagoditi, da bo kmetijstvo, bom rekel, zdržalo ta pritisk podnebnih sprememb in da bo tudi po drugi strani ekonomsko še naprej vzdržno se razvijalo. No. Zdaj, če bi povzel ali pa naredil en zaključek, mislim, da tisto ključno sporočilo je, da morajo res vsi sektorji, pa tudi posamezniki prispevati svoj delež. Brez tega ne bomo dosegli podnebnih ciljev, zato ne smemo gledati sektorsko, moramo gledati vse sektorje in v vseh sektorjih skušati zagotoviti to potrebno zmanjšanje emisij. Da bi pa to res dosegli, je pa pomembno prav tako, da že te cilje, ki imamo predvidene do leta 2030, dosegamo skozi, bom rekel, letne cikle, da to res sproti beležimo, spremljamo, kako se izvajajo ukrepi, kakšne učinke imajo ti ukrepi in da če kje nismo na tisti trajektoriji, ki je potrebna, da bi dosegli dolgoročne cilje, da takoj ukrepamo, pripravimo dodatne ukrepe, spremenimo izvajanje teh politik, zato da zagotovimo, da bomo leta 2050 tam, kjer moramo biti in da bo, bom rekel, podnebje za vse nas še naprej vzdržno. Toliko, hvala. Hvala lepa za besedo, vsi lepo pozdravljeni. Moja naloga danes je, da predstavim nekaj splošnega o emisijah toplogrednih plinov v kmetijstvu. V nadaljevanju bom povedal nekaj o problematiki ocenjevanja toplogrednega učinka metana. Na to bom predstavil projekcije in ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu in na koncu z enimi sklepi poskušal spodbuditi sektor, da prispeva k zmanjšanju emisij. Torej, dejansko že dolgo časa govorimo o toplogrednih plinih v kmetijstvu, v glavnem o metanu, čeprav je kmetijstvo tudi pomemben vir dušikovega oksida. Skratka, kateri so toplogredni plini v kmetijstvu? Metan, ki se sprošča iz prebavel rejnih živali in iz skladišč za živinska gnojila. Didušikov oksid, ki se sprošča spet iz skladišč za živinska gnojila, iz kmetijskih zemljišč zaradi gnojenja z dušikovimi gnojili, tako organskimi kot mineralnimi. Potem toplogrednemu učinku prispevajo tudi dušikove spojine, ki preidejo v zrak in vode, skratka uidejo iz kmetijstva in v naravnih ekosistemih sproščajo toplogredne pline, tudi te beležimo v sektorju kmetijstva. Torej, v kmetijstvu pa nastajajo tudi nekateri toplogredni plini, ki jih formalno ne obravnavamo v sklopu sektorja kmetijstva. To je recimo so emisije zaradi rabe fosilnih goriv v kmetijstvu, te beležimo v sektorju energetike. Potem je to recimo energija potrebna za porabo mineralnih gnojil. Te za Slovenijo v glavnem proizvajajo na Hrvaškem. Skratka, to je zabeleženo niti ne v hrvaškem kmetijstvu, ampak v hrvaški energetiki. Skratka, ko se odločamo o ukrepih, moramo seveda paziti, da bomo zmanjšali emisije v kmetijstvu, tiste, ki jih beležimo in poročamo. Hkrati pa moramo paziti, da ne bomo povečali emisij v drugih sektorjih in to je za kmetijstvo kar velik izziv, ta celosten pristop in pogled na to. No, če hočemo primerjati emisije z drugimi sektorji,
pa ne nazadnje tudi v kmetijstvu, kaj prispeva didušikov oksid in kaj prispeva metan, moramo te emisije preračunati na enoten imenovalec in trenutno poročamo po tem GVP100, globalni segregalni potencial plinov, in do teh ekvivalentov ogljikovega dioksida, si to poznate, pridemo tako, da metan pomnožimo s faktorjem 28, didušikov oksid pa s faktorjem 265. Če naredimo to za Slovenijo, lahko ocenimo, da je v letu 2017 do 2021 kmetijstvo prispevalo 10,6% vseh toplogrednih plinov. Opozarjam, da v to ni zajeta raba energije v kmetijstvu, na drugi strani pa to niti niso zajeti ponori, tam pa je kmetijstvo ima svojo pozitivno vlogo, skratka deloma blaži podnebne spremembe, ker se predvsem na travnikih ogljik nalaga v trajnejše oblike organske snovi. Torej kmetijstvo 10,6, živinoreja 8,2. Že dolgo časa, v zadnjih nekaj let, pa seveda ne gremo najprej pogledati, kakšni so bili trendi. Torej v zadnjih letih, podatke imamo od leta 1986, smo zmanjšali emisije toplogrednih plinov v kmetijstvu, če jih preračunamo v ekvivalente CO2 za 13%, metana za 13%, didušikovega oksida za slabih 9%. Imamo tudi že predhodne ocene za leto 2022, torej teh 13% se nanaša na 2022. V 2022 so se emisije močno zmanjšale, to so predhodne ocene. Prejšnji teden so bili objavljeni še podatki o porabi mineralnih gnojil, tako da v letu 2022 bojo končne emisije še nekoliko manjše. Seveda tega se ne smemo preveč veseliti, vedeti moramo, da to ni posledica, saj v glavnem ni posledica ukrepanja, ampak posledica sušnega leta 2022, ko so bili kmetje prisiljeni zmanjšati predvsem čredo goved. No, zdaj pa k tistemu, s čimer sem prej že začel, pojavljajo se pomisleki, je ta prikaz emisij toplogrednih plinov v ekvivalentih CO2 za ta GVP100 realen. In zdaj je že zagotovo res, da imamo tu določene težave, ker ta pristop ne upošteva, da metan, ki se sprošča iz kmetijstva, da je v atmosferi kratko obstojen, ogljikov dioksid, ki ga spustimo v ozračje, tam ostane, k tistemu, ki smo ga sprostili do prejšnjega leta, od začetka industrijske revolucije naprej, vsako leto dodamo še nekaj novega in ta ogljikov dioksid ostaja v atmosferi dolgo obstojen, približno 1000 let. Pri metanu je pa nekoliko drugače. Vsako leto seveda spustimo novega, ampak obstojnost metana v atmosferi je približno 10 let in nekaj emisij iz preteklosti se vsako leto oksidira. Oksidira se do ogljikovega dioksida in ta ogljikov dioksid, ki nastane pri oksidaciji metana, nima toplogrednega učinka, zaradi tega, ker je po poreklu iz kmetijskih rastlin. Kmetijske rastline so ogljikov dioksid zajele iz zraka, vgradile organsko snov, v živinoreji se del tega ogljika izloča v obliki metana, ta metan se v atmosferi oksidira in ta ogljik v kmetijstvu tako kroži. Od leta 2019 imamo na voljo metodiko, da to upoštevamo in če za Slovenijo to upoštevamo, vidimo, da je izraženo v ekvivalentih CO2 realen prispevek kmetijstva predvsem manjši, 5,6%, kmetijstvo, predvsem se stvari poznajo v živinoreji, ki je glavni emitent metana, prispevek metana vsem emisijam v Sloveniji se zmanjša iz 8,2 na 2,7%. In upam si trditi, da to nepravilno prikazovanje, ob tem pa še to, da običajno operiramo z globalnimi emisijami, v globalnem svetu so emisije iz kmetijstva proporcionalno bistveno večje, ker je industrija manj razvita, živine pa več kot v Evropi, da deloma preusmerjamo pozornost od najpomembnejšega vpliva človeštva na podnebje, to je raba fosilnih goriv. No, zdaj pa ključno, ali ta sklep zdaj pomeni, da metana ni treba zmanjševati. To pa spet ne. Torej, metan je toplogreden plin, to je dejstvo. Torej, napako nimamo pri ovrednotenju metana, ki je v atmosferi. Napako imamo pri vrednotenju in obstojnosti
metana in v primerjavi z drugimi sektorji znotraj sektorja. Torej, dejstvo je, da kratka obstojnost metana ne pomeni, da so prizadevanja za zmanjšanje emisij odveč. Če bomo zmanjšali emisije metana, bomo zmanjšali koncentracijo v atmosferi. Torej, zdaj kakšen je prispevek tega metana? Evropska živinoreja v svetovnem merilu približno 2,5% metana antropogenega prispeva, ne prav veliko, ker smo v preteklosti že zmanjševali, torej v svetovnem merilu že zadnjih 30 let se v razvitem svetu emisije metana iz živinoreje zmanjšujejo, v svetovnem merilu se pa še vedno povečujejo. Ne? Torej, če pogledamo, kaj pomeni za ukrepanje v kmetijstvu, torej trenutno po tem GVP 100 prispeva znotraj kmetijstva metan 73% toplogrednega učinka in didušikov oksid 25%. Realno, če upoštevamo kratko obstojnost metana, pridobi na pomenu didušikov oksid več kot 50%, delež metana pa pade na približno na 45%. Skratka, ob tem, da je prispevek kmetijstva manjši, pomeni tudi, da je treba več pozornosti usmeriti na didušikov oksid. V Sloveniji imamo sprejeto dolgoročno podnebno strategijo in vizija, ki je napisana na področju kmetijstva, je zmanjšanje emisij ob upoštevanju naravnih danosti za kmetovanje, izboljšanju prehranske varnosti ter povečanju samooskrbe s hrano in sledenju drugim ciljem multifunkcionalnega kmetovanja, kot so zmanjševanje negativnih vplivov na vode, tla in zrak, varovanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje kulturne krajine, zagotavljanje dobrobiti živali in ohranjeno povečevanju zalog ogljika v tleh. Zdaj je vse to potrebno, jaz mislim, da je potrebno, predvsem, če govorimo o ohranjanju biodiverzitete. Večino ukrepov za ohranjanje biodiverzitete v Sloveniji povečuje emisije toplogrednih plinov. Gre za ukrepe pozne košnje, pri krmi pozne košnje nastane metana več in tako naprej. Skratka, mi biodiverzitete ne bomo tvegali zaradi metana, za katerega smo videli, da ima manjši učinek na podnebje, kot smo do zdaj mislili. No in če hočemo uveljaviti to strategijo, ta vizija narekuje zmanjšanje intenzivnosti emisij, torej manj emisij na enoto kmetijskega pridelka. Ne bi bilo prav, da bi mi emisije, ki jih potrebujemo znotraj našega prehranskega sistema, prenesli drugam v svetu. Mogoče se ne zavedamo dovolj, v industriji so se emisije v Evropi zelo zmanjšale, ampak zavedati se moramo, da smo te emisije v veliki meri prenesli v Azijo. To ni način. No in imamo precej ključnih izzivov in pričakovanj na področju zmanjševanja toplogrednih plinov v kmetijstvu. Najprej zmanjšati izgube dušika iz hlevov gnojišč pri gnojenju živinskimi gnojili in s tem zmanjšati potrebe po dušiku iz mineralnih gnojil. Torej, približno 1/3 tega dušika iz živinskih gnojil nam gre pretežno z amonijakom v zrak. Zdaj ne govorim o gnojiščih, iz katerih izteka gnojevka. Govorim o teh nevidnih izgubah dušika in tukaj treba zagotovo ukrepati, zmanjšati porabo mineralnih gnojil in zmanjšati bomo emisije didušikovega oksida. Gnojenje z dušikovimi gnojili še bolje uskladiti s potrebami rastlin, potrebne presežke dušika pa zadržati v tleh, torej program razvoja podeželja, bivši in zdaj strateški načrt ukrepata na tem področju, so pa še novejše možnosti od preciznega gnojenja. Vemo, gnojilni načrti se predvsem nanašajo na fosfor in kalij, ki sta manj mobilna pri dušiku, tam bi bilo treba še kaj postoriti. Izboljšati učinkovitost reje goved, predvsem govejih pitancev in s tem prispevati k zmanjšanju emisij metana iz prebavil in k zmanjšanju izločanja dušika z blatem in sečem. Torej, zakaj sem poudaril goveje pitance? Torej, mi smo v preteklih desetletjih pri prireji mleka emisije zmanjšali za 40%. Ne govorim o preračunanih, ampak dejanskih emisijah, o metanu. Ne v ekvivalentih CO2, ampak o metanu, za 40%. Ob tem smo prirejo mleka celo rahlo povečali. Ne zelo, ampak rahlo povečali. No, pri pitancih, pri govejih pitancih tega napredka ni videti. Imamo razmeroma veliko čredo, ki se je tam po letu 2013 do 2016 še nekoliko povečala, in tam imamo možnost hitrejša rast, optimiranje in tukaj treba ukrepati. Uvajati načine reje, ki zmanjšuje emisije metana iz skladišč, tukaj je pašna reja ugodna, zajem bioplina ena od možnosti. Izkoristite treba potencial novejših tehnik za zmanjšanje emisij, inhibitorje metanogeneze, vampov inhibitorje ureaze, nitrifikacije, denitrifikacije. Skratka, cel svet dela na toplogrednih plinih in vsako leto prihajajo nove rešitve. Torej, zdaj projekcije
emisij v kmetijstvu za namene posodobitve nacionalnega energetsko-podnebnega načrta smo pred nekaj dnevi prišli do teh, bi rekel, dokaj končnih projekcij, niso še sprejete in usklajene, ampak narejene in lahko bi rekli, da z obstoječimi ukrepi, to če bi upoštevali vse, kar trenutno strateški načrt prispeva, da bi še naprej izvajali rejske programe, ki jih financiramo nacionalno, bi do leta 2030 lahko zmanjšali za 2,8% emisije z dodatnimi ukrepi, če bi z novim strateškim načrtom po 2027 še intenzivirali te ukrepe, bi do 2030 to lahko zmanjšali za 4%. Kolega Gnezda je prej na prosojnici pokazal -1%, ta -1% se nanaša na že potrjen NEPN, te projekcije so bile narejene pred nekaj leti, in zdaj me boste vprašali, kako pred nekaj leti pa kar naenkrat 2,8 oziroma 4%. Torej, prihajajo nove tehnike za zmanjševanje. Torej, ko smo pripravljali prejšnji NEPN, si nismo mislili, da bojo dodatki za zmanjšanje metanogeneze v VAMP-u prišli na trg tako hitro. Lani je Evropska agencija za varno hrano registrirala prvi dodatek na trgu, torej realno smo mi pred leti lahko pričakovali, da tega ne bo pred leta 2040, ker ni lahko, da pride dodatek tako hitro čez EFSO in na trg. Torej, to se je zdaj že zgodilo in te, bi rekel, nekatere ukrepe smo premaknili malo naprej, ker je realno, da jih začnemo izvajati prej. Torej, te ambicije po zmanjšanju 2,8% z obstoječimi ukrepi izgledajo zelo neambiciozno. 2,8%, kaj pa je to? Ponovadi se pogovarjamo 30, 40, 50. Torej, z vidika učinka res, da ni veliko, ampak dejansko bo treba v kmetijstvu zelo veliko storiti, da dosežemo te cilje. Tole je en pregled izbor ukrepov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike, kaj je bilo pri izračunu upoštevano. Upoštevano je bilo, da bomo na 14.500 hektarjih, to je 8% zemljišč, ki jih gnojimo z mineralnimi gnojili, uporabili inhibitorje ureaze, nitrifikacije in denitrifikacije. Predvideno je bilo, da bomo pri 15% molznic, ki jih imamo v Sloveniji, uporabljali krmne dodatke za zmanjšanje metanogeneze v VAMP-u. Da bomo gnojenje z majhnimi izpusti amonijaka v zrak, to so ti nižji ukrepi, da jih bomo izvedeli na 30.000 hektarjih njiv in 16.500 hektarjih travnikov. Da bomo ozelenitve strnišč, ki jih izvajamo že do zdaj, se pravi namenske ozelenitve strnišč izvajali na 67.000 hektarjih. Da bomo imeli načrtno krmljenje goved, drobnice in prašičev pri 27.000 GVŽ goved, 13.000 GVŽ prašičev in 500 GVŽ drobnice, da bomo imeli proizvodno vezana plačila za metulnice na 12.000 hektarjih in da bomo sofinancirali investicije v mikrobioplinske naprave na 7 napravah. Torej, kar precej aktivnosti je predvidenih, to so aktivnosti iz strateškega načrta, ob tem bo treba še nadaljevati pri rejskih programih, ki delujejo v smeri izboljšanja učinkovitosti reje živali. Zdaj, kako drugje v EU, tole je kopija enih smernic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu, objavljene so bile letos pomladi, torej po tistem, ko so države že pripravile strateške načrte, lepo bi bilo, če bi imeli take smernice, že preden smo se lotili teh ukrepov. Ampak z veseljem pa lahko ugotavljam, da pravzaprav vse, kar je Slovenija vstavila v strateški načrt, da je praktično pokrila vse, kar piše v teh smernicah in da nič pomembnega iz teh smernic nismo spustili. In to je, lahko bi rekli, vredno. Torej, sklepne misli, da ne bom predolg, v Sloveniji kmetijstvo ni med najpomembnejšimi viri toplogrednih plinov, če upoštevamo kratkoobstojnost metana v zraku. Je pa dovolj pomemben, da je treba izkoristiti vse možnosti za zmanjšanje emisij. Ne nazadnje bi moral biti sektor tudi zgled drugim, saj je sektor najbolj izpostavljen podnebnim spremembam. Vseh emisij v kmetijstvu ne smemo pripisati proizvodni funkciji, torej pridelavi hrane, torej vedno, če govorimo o prehranskih sistemih, običajno štejemo vse globalne emisije iz kmetijstva in iz živinoreje. Torej, že od leta 1996 je kmetijstvo priznana multifunkcionalnost in te emisije niso povezane samo s proizvodno hrane, ampak tudi z ohranjanjem biodiverzitete, z ohranjanjem habitatov. Nenazadnje
tale krava, ki je tule na fotografiji, verjetno je naredimo samo zaradi teleta, ki nam ga dave na letu, ampak ima ta krava še druge funkcije in del emisij bi bilo treba pripisati tudi drugim funkcijam. In ne nazadnje treba poudariti, da veličina ukrepov za zmanjšanje izpustov je zanimiva tudi z vidika konkurenčnosti kmetijstva. Z dušikovimi plini izgubljamo okolje, rastlinsko hranilo, to je dušik. V povprečju 2016-2021 je bila vrednost dušika v živinskih gnojilih 21 milijonov evrov letno in s povečanjem cen dušikovih gnojil se je v 2022 ta vrednost povečala na skoraj 70 milijonov evrov. Torej, tega dušika je škoda, 30% ga zgubimo, vsega tega ni mogoče zmanjšati, ampak treba je ukrepati, da bomo te izgube zmanjšali. Z metanom izgubljamo zrak energijo, ki bi bila lahko naložena tudi v mleku, mesu in jajcih. Pri govedu izgubimo 5% bruto energije, če to preračunamo v neto energijo s tistem, kar v obrokih za govedo računamo, je to 3-krat več, torej 15%, splača se prispevati k zmanjšanju. S tem pa tudi zaključujem. Hvala lepa za pozornost. Mene zelo veseli, da sem v bistvu tretja na vrsti za dvema govorcema, ki sta že močno izpostavila ta potrebo po sistemskem pristopu. In ravno tega se lotevamo v našem projektu. Gre za to, da se želimo v bistvu lotiti razogljičenja, ne za tem tunelskim pristopom, samo fokusom na emisije, ampak želimo tudi pogledati, se pravi, vse posredne vplive in tudi v bistvu sistem kot celoto, ki prispeva k temu, da imamo emisije sicer. Zdaj, Deep Demonstration je ime metode, ki se lotevamo, gre pa v bistvu za eno sistemsko metodo, ki jo je razvilo EIT Climate Kick, in jo izvaja zdaj v Sloveniji že od leta 2019 v sodelovanju s slovensko vlado, predvsem Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo in pa Ministrstvom za javno upravo. Če gremo naprej. Na kratko, se pravi, projekt je prišel s to idejo, da je potrebno sistemsko pogledati, da so tukaj... Ne, ok, se pravičujem. Ja, bom probala na pamet, ne vidim na ekran. Se pravi, gre za to, da se soočamo z izzivom, ki je sistemskega izvora. Se pravi, emisije v kmetijstvu, tako kot je že gospod Verbič pred mano opozoril, so emisije, ki jih zelo zlahka pripišemo drugim sektorjem, drugim državam in v tem smislu so v bistvu v Sloveniji dosti manjši vpliv, ampak globalno pa imamo kot Slovenija, kot Slovenci, kot potrošniki dosti večji vpliv v tem sektorju. In zato je v bistvu, da bi dosegali te ključne cilje, se pravi prispevali k ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov za 55% na okviru EU in dolgoročni podnebni nevtralnosti v Sloveniji, potrebno pogledati sistemsko, ker sicer lahko zmanjšujemo emisije v enem sektorju, jih povečujemo v drugem, zmanjšujemo v kmetijstvu, povečujemo v prometu, recimo zaradi uvoza, recimo hrane. In zdaj ta projekt ima različne aktivnosti, ker je potrebno spet pogledati sistemsko in ni dovolj recimo samo strogo v kmetijstvu, ampak je tukaj potrebno iti od področja politike, izobraževanja, grajenja zmogljivosti za v bistvu izvajanje ukrepov in v bistvu tudi podjetništva nekako na vseh teh 5 naših stebrih, tako rekoč. Imamo vzpostavljeno partnerstvo z veliko različnimi institucijami in se soočamo z raznovrstnimi izzivi. Res so podnebne spremembe nekako tak zelo zapleten, prepleten, res izjemno zahteven izziv. In se ga tudi lotevamo zelo nesistemsko. V preteklosti smo se ga lotevali zelo nesistemsko. Zdaj, kaj pa ta v bistvu, kaj je teorija v ozadju sistemskega prehoda, je, da so v bistvu dogodki, katerim smo priča, samo vrh ledene gore. Tisto, kar je pa v bistvu glavni del ledene gore, so pa naši vzorci, naše strukture, naši mentalni prepričanja, mentalni modeli, naše v bistvu misli in
prepričanja, ki jih imamo v svetu. Zato so recimo, to smo ugotavljali v kmetijskem sektorju, to vajo smo naredili, smo ugotovili, da tukaj je zelo veliko neke nemoči, recimo med kmeti, neke individualnosti, se pravi, ni tega neka taka prepričanja, ki potem pač pridejo do dogodkov, ki pomenijo, da ni povezovanja v sektorju, da ni skupnega nastopa na trgu, da ni potem tega namena, ki ga želimo doseči. In kaj je v bistvu teorija? V ozadju teorija je, da v bistvu zmanjšujemo te naše netrajnostne prakse postopoma. Se pravi, imamo nek business as usual, nek posel kot običajno, kateremu smo bili priča v preteklosti, in zdaj za nekimi eksperimenti počasi prihajamo in jih poskušamo razširjati, nadgraditi, počasi prihajamo do te točke, v kateri smo zdaj, v nekem kaosu, ko v bistvu obstaja in hkrati obstoječe prakse, novi eksperimenti, ampak te eksperimenti niso nujno samo tehnološki, ampak so tudi družbeni, to bolj pomembni. Ker smo slišali prej, da recimo tehnološki so dosti hitreje izvedeni kot pa družbeni. In se v bistvu postopoma, teorija je, da se postopoma v bistvu krepijo dobri elementi, dobre prakse in postopoma v bistvu opuščajo, zmanjšujejo pa te netrajnostne prakse. Se pravi, ko podpiramo eksperimente, ko pospešujemo dobre prakse, potem s časoma prispevamo k tem, da se v bistvu sistem spremeni. Ja, to so nekako razmerja med temi elementi, samo na hitro. Zdaj pa v bistvu portfelj na Irskem je čisto metodološko, ampak v ilustracijo. Se pravi, Deep Demonstration projekt trenutno poteka v 3 državah, v Baskiji, na Irskem in v Sloveniji. In na Irskem so se v bistvu lotili, tako kot smo se v Sloveniji, preko mapiranja projektnih idej z različnih praks, zbrali so skupaj 275 projektnih idej in so jih razvrstili po 7 tako imenovanih vodilnih projektih. In te 3 so, ne vem, koliko poznate irsko situacijo, Irska ima izjemno močen kmetijski sektor, izvozno usmerjen, predvsem živinorejo. In v tem smislu so zelo veliki izzivi, ker imajo pač ravno obratno kot pri nas, ko imamo emisije v prometu, tam nekje po 50% imajo oni emisije v kmetijstvu toliko visoke, ker so v bistvu toliko uspešni globalno na trgu z njihovimi proizvodi iz kmetijstva. In zato so se oni lotili tega na način, da so v bistvu, recimo, če gremo od teh strateških, da se v bistvu prenovi ta vizija dolgoročna, da se v bistvu v drugem delu nekako naslovi ta izziv, kot ga imamo tudi v Sloveniji, to povezovanje v celi verigi vrednosti, da se preusmeri kmetijstvo v bolj neko bioekonomijo, da ne temelji samo na neki proizvodnji enega proizvoda, ampak gre v bistvu za uporabo vseh razpoložljivih naravnih elementov. In potem čisto konkretno akcije v kmetijstvu na Irskem se loteva tako imenovanega carbon farminga. To gre za neko valorizacijo storitev, ki jih kmetje nudijo družbi, v smislu, da ko so recimo lastniki gozda, ki predstavlja ponor, lahko to uveljavljajo kot kredite za dodaten zaslužek na trgu v tem smislu. In da se v bistvu postopoma ta zaslužek predstavlja nadomestitev tistega dela, ki ga morajo doseči zaradi zmanjšanja emisij, se pravi izpada proizvodnje v živinoreji. Potem je, da se v bistvu certificira ta tako imenovana podnebno nevtralna proizvodnja in da se pravi nasplošno izboljša trajnost na kmetijah in v bistvu tudi doseže to multifunkcionalnost, o kateri je gospod Verbič pregovoril, da se v bistvu kmetijo niso samo strogo recimo govedorejske, ampak so tudi poljedelske in gojijo tudi druge proizvode. Potem čist še malo teoriji, se pravi, zdaj smo mi nekako poskusili
pristopati na način, da se ne osredotočamo na posamezne projekte, na fragmentirane aktivnosti, ki so pogosto samo osredotočene na tehnološke izboljšave, ampak da pogledamo celoten portfelj, da vzamemo en portfelj ukrepov in ga pogledamo kot celoto in ga tudi financiramo kot celoto in da vključimo vzvode sprememb na različnih področjih. Tako da, katera so ta področja? Zdaj, če sami izpostavim, imate zapisano na tej strani politike, podjetništva, izobraževanja, finance, razvoj zmogljivosti. V ozadju vsega tega področja je v bistvu kar precej močna struktura. Recimo na področju politik imamo tako imenovan Policy Lab vzpostavljen, ki je tudi financiran iz evropskih kohezijskih sredstev. To stičišče za razvoj novih politik je v podporo, ko se identificira, da neke politike ne služijo ciljem na področju zmanjševanja emisij v kmetijstvu. Imamo tudi ustanovljeno skupino na ekspertni delovni ravni, na ravni državnih sekretarjev, tako da se v bistvu tudi politična podpora pridobi za te rešitve. Zdaj, če gremo malo na naš portfelj, v kmetijstvu smo zaenkrat uspeli nekako skupaj sestaviti namen. Kaj je namen? Se pravi, namen je, da bi v kontekstu podnebne nevtralnosti zagotovili na trgovskih policah cenovno dostopen, kakovosten, lokalno in trajnostno pridelan slovenski izdelek, ki se prodaja v velikih količinah skladno z uravnoteženo, trajnostno, zdravo prehrano. Zdaj, identificirali smo 3 prednostne področja. Ugotovili smo, da se kar precej sredstev in namena namenja proizvodni strani in tudi potrošnji strani, se pravi, da se spodbuja potrošnike k potrošnji, da pa je tukaj nek manko na odnosih v verigi. In zato je to tudi naša ena od prednostnih osi. In da pač delujemo v nekem okolju, ki ima omejene zmogljivosti, sploh z omejitvami prostora, ki so bile že prej predstavljene. Še malo o metodologiji. Zdaj, najprej smo se lotili namena, zdaj smo v fazi uokvirjanja, oziroma smo že uokvirili ta okvir, v okviru katerega bomo pogledali intervencije, dobre prakse, potem v nadaljevanju pa bomo tudi orkestrirali ta portfelj inovativnih aktivnosti in osmišljali proces skozi redne dejavnosti pregleda, učenja, vrednotenja, spremljanja, izvajanja. Tako da v bistvu ne gre samo za neko pripravo tako imenovanega portfelja akcijskega načrta ukrepov, ampak gre hkrati tudi za njegovo izvajanje v naslednjih mesecih. Gre za sicer deep, se pravi poglobitev v neko področje, ampak hkrati demonstracije, se pravi izvajanje demonstracij. In zdaj naš slovenski portfelj izgleda nekako takole. To je kocka, s katero operiramo. Ima 3 osi, ena je ta prednostna področja, druga so te temelji za spremembo, vzvodi sprememb in pa različne nivoji paradigmatske spremembe. Tako da mi smo se v okviru tega odločili za nekaj pozicij, tako imenovanih pozicij, kamor smo želeli pogledati, in smo identificirali kar nekih praks, na katere se želimo osredotočiti, se pravi iz področja odnosov v verigi, recimo tako slovenske prakse, kot so povezovanje v Šparu in KZ Agrariji, kot recimo promocija ekološke hrane v Avstriji, ki je globalno prepoznana kot najbolj uspešna. Potem na področju trajnostne pridelave hrane imamo tukaj zelo veliko nekih potrebe po še več, recimo velikih proizvodnih obratih, ki so v zaščitenem okolju, ali pa na področju inovacij in krožnih modelov, tudi v tujini zelo nekih dobrih primerov, kako spodbujati kroženje v kmetijski predelovalni infrastrukturi. In potem se pravi, imamo tudi področje prav za kako bi zagotovili slovensko hrano in ekološke proizvode na recimo pri potrošniku. Tukaj so različno, ni nujno, da pogledamo samo velike trgovce. Recimo Mali plac ima 30,000 članov v Facebook skupini in je to že kar prerastel nekako kar eno veliko inicijativo. In pa seveda finančne vzvode v podporo vseh teh ukrepov.
In naslednji koraki bodo vrednotenje, to ravno zdaj poteka, vrednotenje teh praks, priprava portfelja, ukrepov in, kot sem prej povedala, aktivacija inovacij. Zdaj, kaj so čisto na kratko ključne ugotovitve, se pravi, na Irskem so že kar precej napredni, so v bistvu kar nekih poročil pripravili, več 300 strani. Tudi recimo pomembno je, da se opozori na te povezave v verigi, da pač dejansko bodo na nekih koncih neki, tako rekoč, ljudje, ki bodo nekaj izgubili in drugi, ki bodo nekaj pridobili v tem procesu. In treba je biti jasen, kdo je tisti, ki pridobi in kdo je tisti, ki izgubi. In da v bistvu je fokus še vedno na primarni proizvodnji, več ali manj. Da pa se v bistvu pogleda strateške usmeritve in konkretne rešitve na vseh področjih sistema in na vseh pač stebrih, podpornih stebrih, in da je ključno povezovanje z deležniki. Tudi mi imamo na naših delavnicah vse od trgovcev do raziskovalnega sektorja, do predstavnikov zbornic in delamo širokim krogom deležnikov. In da se v bistvu naslovi, kot sem prej rekla, če gremo nazaj k tisti ledeni gori, je ključno nasloviti tiste vzorce razmišljanja, ki nam preprečujejo to povezovanje, ta individualizem, občutek nemoči, pa tudi nezaupanje v neke avtoritete. In tukaj je ta projekt zato, da se v bistvu spodbudi sodelovanje, da se odprto izmenjuje in da se uči skozi eksperimentiranje. Tako, hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala za pozornost. Jaz vas bom zelo na hitro, res hitro popeljala skozi to predstavitev, ker želim potem prepustiti še ostalim sogovornikom za strokovni del. Jaz bi vam predstavila samo, da smo tudi o pripravi strateškega načrta, ne samo mi, ampak številne države članice smo dobili eno in isto pripombo, kako vidimo razvoj živinoreje in da ne prikažemo, kako različni elementi tega strateškega načrta, 1,8 milijarde vrednega instrumenta, se skupaj sestavljajo v neko sliko in kako prispevamo pravzaprav k vsem vidikom trajnosti. To vprašanje smo dobili vse države, ne vem, ali smo ga uspešno odgovorili ali ne, ampak kar pa se je skozi to nalogo priprave tega dokumenta pokazalo, pa je, da zadeva niti približno ni enostavna. Ne gre za to, da mi sestavljamo puzzle različnih ukrepov, pa upamo, da bo iz tega nekaj nastalo. Ugotavljamo, da potrebujemo bistveno več podatkov. Da govoriti o živinoreji enostransko je pravzaprav zelo napačno, preposplošeno. In to se je skozi ta dokument pokazalo in pravzaprav ta dokument je samo res en prvi poskus, je pa še daleč od tega, da bi predstavljal resno strategijo, kako živinorejo naprej, ker v to polje pravzaprav posegamo vsi, posegamo potrošniki, potem je tukaj kmet, ki lahko že generacije dela, obdeluje kmetijo in skrbi za ekosisteme in seveda je tukaj vmes tudi okolje in podnebje s svojimi pričakovanji in zahtevami. Tako da to je pravzaprav dokument, ki smo ga sestavili, je priloga strateškemu načrtu in v bistvu je nek prvi zametek resnih debat o tem, kako naprej. Torej, kar želim pravzaprav tukaj uvodoma za tiste, ki niste bili vključeni v pripravo strateškega načrta, vam je mogoče ta beseda, dokument tuj, pač to je dokument, ki za naslednjih 7 let, 5 let predpisuje, kako bomo financirali skupno kmetijsko politiko. Tukaj je pač nabor ključnih ukrepov in tukaj so vsi tisti pomembni instrumenti, ki jih verjetno vsi pod takim ali drugačnim imenom dobro poznate. In seveda ta dokument mora zadostiti pravzaprav vprašanjem, potrebam vseh vidikov, ki sem jih prej naštela. In nevladnih organizacij, z področja okolja, potem seveda proizvodnje, potem potrošnike in je zelo kompleksen in včasih seveda tudi pod kritiko zaradi tega. Cilj pa vseeno je, da se usmerjamo v to trajnostno pridelavo. In to zelo konkretno in pri tem nam je mar za vsa območja in tudi za vsa kmetijska gospodarstva, mala, velika, ne glede na njihovo tržno usmerjenost. To je bilo nekako izhodišče, iz katerega smo štartali. Kot rečeno, 1,8 milijarde
za te ukrepe, ki jih izvajamo. In zdaj pa poglejmo ta dokument na hitrico. Zelo na hitro vas bom popeljala, torej omenila sem vam pripombe Evropske komisije, gre za prilogo k strateškemu načrtu in nekako smo ga strukturirali na takle način. 3 stebre smo postavili, tako kot je značilno za trajnostni razvoj. Pogledali smo konkurenčnost, podnebno-okoljski vidik in pa družbeni vidik. In seveda pri konkurenčnosti smo pokazali s podatki, ne bom jih zdaj vseh navajala, ampak v grobem, če pogledamo zelo grobem, procesi koncentracije na področju živinoreje so, imamo manj kmetijskih gospodarstv, pa po večini več živali v večjih velikostnih razredih, z izjemo prašičereje. Torej, dogaja se nek proces opuščanja proizvodnje, hkrati pa se dogaja sočasno tudi koncentracija in specializacija. To je nekako v grobem in mi smo za ta prvi steber, konkurenčnost, predstavili, katere vse intervencije se sestavljajo skupaj in tvorijo v bistvu ta steber, kako spodbujamo bodisi z stabilizacijo dohodkov skozi neposredna plačila, proizvodno vezana plačila in investicijami, kako spodbujamo dvig konkurenčnosti. Potem smo se osredotočili na drugi steber, podnebno-okoljski vidik. Tudi v tem poglavju smo navedli vse zadnje ključne podatke. Bodisi glede podnebnih izzivov na področju varovanja voda, tal in zraka ter biotske raznovrstnosti. In bistveno sporočilo tega poglavja je, da pravzaprav določena intenzivnost živinoreje ima tudi pozitivne okoljske učinke, v smislu preprečevanja zaraščanja, ohranjanja traviščnih habitatov, in še bomo pogledali, kateri so vsi ti pozitivni vidiki. Seveda pa se ne slepimo, da intenzivna živinoreja ne prispeva tudi k določenim okoljskim in podnebnim vplivom, kar je bilo že prej jasno povedano. Torej, podnebni izzivi, omenil je dr. Verbič, se jaz tukaj ne bi ponavljala, metan in pa didušikov oksid kot ključna, in intervencije, ki jih je tudi gospod Verbič že omenil, pa jih jaz samo tukaj na hitro prikažem. Ključni so predvsem intervencije v okviru kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, vezane na izboljšanje kakovosti krme in pa seveda že omenjeni dodatki v okviru SOPO sheme. Seveda pa vsi ostali ukrepi, če grem še enkrat nazaj, ki kakorkoli vplivajo na dušik, vplivajo tudi na zmanjševanje emisij didušikovega oksida. In tukaj smo prikazali preplet vseh teh intervencij, ki so predvsem vezane na površino, hkrati pa skozi investicije spodbujamo tudi bodisi recimo nakup specialne mehanizacije za zadelavo gnojevkov tla, recimo, potem uporaba OVE v kmetijstvu in številne druge intervencije, ki pač recimo posredno lahko pomembno vplivajo na dvig energetske učinkovitosti kmetij. Potem seveda, kot je dr. Verbič povedal, po oceni, ki smo jo potem dali tudi uradno v naš strateški dokument, bi s temi predlaganimi intervencijami kar konkretno zmanjšanje dosegli, a na področju amonijaka pa še nekoliko več. In kot je že dr. Verbič opozoril, bodo ta zmanjšanja terjala kar velik angažma kmetov in pa stroke, ker vse je zelo pomembno, torej instrumente na ravni strateškega načrta že imamo, pomembno pa je, da se kmetje vključujejo v te instrumente. Zato je zelo pomembno te površine, ki jih je dr. Verbič navedel, ali pa število GVŽ, ki se vključujejo v te ukrepe, da dejansko stimuliramo našo ciljno skupino, da se res vključuje, ker edino z vključevanjem bomo dosegli te minuse. Potem smo seveda obdelali tudi vodo, tla, zrak in tukaj imamo na določenih lokacijah problem z onesnaževanjem, obremenjenost podzemnih voda z nitrati se vseeno kaže in tudi s hranili. Se pravi, tukaj imamo določene izzive na določenih lokacijah, generalno pa se ti vplivi zmanjšujejo. Na področju zraka imamo nekoliko več na področju amonijaka, kjer je tudi Evropska komisija ocenila, da obstaja veliko tveganje, da cilj ne bo dosežen. Tako da v bistvu to terja ukrepanje na vseh teh segmentih, se pravi zlasti na področju gnojenja. Tako da intervencije, ki smo jih predlagali, so pravzaprav vse te, ki so vezane striktno na površino, pa seveda tudi določene investicijske intervencije, ki prispevajo recimo k vodotesnosti gnojišč, pokritosti gnojnih jam
in tako naprej. Tako da več teh instrumentov je na voljo, s tem, da se v okviru strateškega načrta fokusiramo zlasti na večje živinorejske kmetije. Biotska raznovrstnost, zelo pomembna tema, tudi v javnosti v tem letu zelo izpostavljena. Torej tudi tu se ne slepimo, da določeno grožnje in pritisk vrstam lahko prinaša tudi živinoreja, ob tem, da je ravno ta pa hkrati tudi garant za ohranjanje biotske raznovrstnosti, saj z načinom, kako upravljamo s temi habitati, lahko prispevamo k ohranjanju vrst in pa habitatov. Tako da izzivi tukaj so, cilj je obrniti negativne trende in ravno tako tudi v tem delu je kar en resen, močen preplet ukrepov, ki jih izvajamo na ravni strateškega načrta. Ne povem, da za približno 6-krat na leto, na letni ravni, povečujemo izplačila za biotsko biodiverziteto glede na preteklo programsko obdobje. Okrog 11 in še nekaj milijonov evrov. In pa seveda ne smemo pozabiti tudi družbeni vidik živinoreje. Zanimivo, Evropska komisija nas je kar precej spraševala okrog tega, okrog potrošnje mesa, prehranskih smernic, kako z našim strateškim načrtom spodbujamo prehod na recimo zmanjšano potrošnjo mesa. Vemo, zelo v družbi in javnosti tema, ki je vzbudila veliko pozornosti. Se pravi, seveda tudi zdravstveni vidiki tukaj prihajajo, ko govorimo o trajnostni živinoreji in tukaj se za našim strateškim načrtom usmerjamo v povečanje zlasti dobrobiti živali, se pravi, s tem pa tudi računamo na zmanjšano porabo antibiotikov in protimikrobnih zdravil. Seveda pa z različnimi drugimi ukrepi spodbujamo tudi recimo povečanje rastlinske pridelave, recimo s postavitvijo rastlinjakov in tako naprej. Se pravi, imamo na voljo instrumente, s katerimi želimo doseči navedene cilje in s tem upamo, da naslavljamo dovolj dobro, vendar pa seveda nismo tu sami, tukaj so še ostali resori, to spremembo potrošnje, se pravi v smeri več pridelave zelenjave in sadja. Tako da tudi tukaj smo prikazali preplet različnih intervencij, že omenjeno, tako da ne bi tukaj izgubljali preveč časa. Se pravi, zdaj pa morda za zaključek bi poudaril, da se je treba izogibati preposplošenim trditvam glede živinoreje. To je daleč preveč kompleksno vprašanje, da bi lahko o njem razpravljali brez podatkov in na pamet in brez vključenosti stroke, kmetov, potrošnikov in ostalih organizacij, ki čutijo v tem vprašanju pač nek interes. Treba se je zavedati, da živinoreja ima tudi pozitivne učinke, omogoča izrabo trajnega travinja v Sloveniji, ki je zelo hribovita. Se pravi, ključna je tudi za sklenjen krogotok hranil na kmetijskih gospodarstvih, prispeva k ohranjanju rodovitnosti tal, preprečevanju zaraščanja in še bi lahko naštevali. In pa ne smemo pozabiti, omogoča stabilen dohodek številnim družinskim kmetijam, ki od tega že več generacij živijo. Mogoče hkrati pa seveda ne smemo bežati od zoprnih vprašanj, to pa so vplivi na vodo, tla, zrak, biotsko raznovrstnost in pa seveda emisije TGP. In tukaj je treba strokovno nasloviti tudi ta vprašanja z ukrepi, ki jih je dr. Verbič prej jasno navedel in jih bo tudi gospa Mežan v nadaljevanju navedla. Seveda pa naprej delati na dobrobiti živali, tudi to pričakuje družba, potrošnik, in se pričeti ukvarjati tudi z zdravstvenimi vidiki, zdravstveno stroko. Se pravi, to je nekako ključno sporočilo z moje strani. Bi pa rekla, da v teh razpravah o živinoreji, trajnostni živinoreji, ko smo na evropskem kontinentu, govorimo zlasti o negativnih vplivih v smislu zmanjševanja emisij. Če bi s tole konferenco, tole dvorano predstavili levo ali desno, ali pa recimo v Azijo, bi se tam ukvarjali predvsem s tem, kako živinoreja prispeva k prehranjenosti prebivalstva. Torej tudi na to velikokrat pozabljamo v Evropi. Se pravi, kriteriji trajnosti, tudi glede na opozorila FAO, niso samo izpusti TGP-jev, ampak tudi ostala merila v skladu z cilji trajnostnega razvoja. Tako da je v bistvu treba iskati rešitve v smislu tega, da se živinoreja umesti v nek krožni model. Se pravi, da ji priznamo pozitivne učinke, pa hkrati targetiramo tisto, kar morda je potrebno absolutno targetirati.
in pa seveda nekako vso to razpravo depolarizirati na ene in druge, temveč iskati rešitve. Toliko z moje strani. Se zahvaljujem za pozornost. Torej, kot rečeno, izzivi poti od vil do vilic bodo kar veliki, ne bodo enostavni in tudi ta dogodek danes prispeva k prvim korakom v tej smeri. Hvala. Zdaj vas bom pa jaz malo popeljal čez to podnebno politiko, kaj se dogaja pri nas na ministrstvu, kaj bojo prihodnji izzivi v tem duhu. Največkrat se pojavi vprašanje, kaj je blaženje, kaj je prilagajanje. Marsikjer strokovnjak, ki se s tem ukvarja, še ni čisto razumel, ne razume tega odgovora na to. V bistvu blaženje je vse, kar se z kombinacijo ukrepov naredi na površini, s katerimi se zmanjšujejo plini, emisije toplogrednih plinov, poveča se ponor, sekvestracija ogljika in seveda se prilagodi prakse, da je ta zmanjšanje še večje. Kmetijstvo samo kot po naravi panoge ima negativni vpliv, da povečuje emisije, istočasno pa prispeva seveda v ponorom in v rastlinah in v tleh, kar je pa seveda pozitivno, tako da se poskuša to nekako uravnotežiti. Na tej sliki sem želim predstaviti, da vse vidite, vse strukture, kjer moramo spremljati, da lahko v nadaljevanju potem v našem imenu in v imenu države dr. Verič poroča naprej v Evropsko komisijo in da se te podatke, ki jih je dr. Verič predstavil, nekako dobijo neko številko. To je ena od strani, ki jih je na eni prezentaciji Evropska komisija predstavila, kakšna je njihova ambicija v Evropski uniji, in ta zelen pas, vidite, da je kmetijstvo. Tudi pri njih je čisto razumljivo in jasno, da zaradi narave dela, zaradi konstrukcije kmetijske panike bo kmetijstvo vedno imelo emisije. Tako da si ne ustvarjajo velikih zadev, vendar seveda to ne pomeni, da se dvignemo roke, da se stvar začne enostavno opuščati in v tem duhu, vendar želijo, da bi se kmetijstvo preključilo eni drugi zadevi, to je pa LULUCF-u, ponorom, in da bi to postavil nov sektor, tako da predvideva se, da bo nekje po letu 30-35 postavil AFOLU sektor, ki bo mogel biti pa seveda nevtralen. Sama kmetijska politika ni tako enoznačna, ko si ljudje dejansko predstavljajo. Tle vidite, koliko vse direktiv pa strategij je potrebno spremljati, da se blaženje nekako ukviri v neko zadevo. V zadnjem času je zelo prihaja v prvi plan ta multifunkcionalnost različnih segmentov, od drugih segmentov, od agrofotovoltaike, agroekology, sinergije se išče za biozdeto, za naravo, in to vse targetira na kmetijski sektor. Seveda, ob tem pa ne smemo pozabljati tudi na zmanjševanje energije, ki še z ene direktive, ki tle gor ni navedena, prihaja v obveznost tudi v naš prostor. Seveda, Računsko sodišče je pred leti revidiralo operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov. Tle smo bili mi kot ne glavni je bil MOPE, kot stranski udeleženec v tem reviziji za naš kmetijski del. Ta operativni program je bil seveda 7-letni, samo revizijo si najdete na tej povezavi. Seveda, revizija je pokazala, oziroma tudi podatki ARSO to kaže, da se ni sledilo segmentom Pariškega sporazuma, da je stvar bi mogla biti bolj ambiciozna, bolj uravnotežena za vse stvari. Seveda, ETS, mislim, v segmentu emisijskih spremljanja emisij imamo dve skupine. Eno so ETS, kjer se trguje s kuponi in iz tega
prihaja tudi sredstva v sklad za podnebni sklad, drugo so pa NETS in tle noter spada kmetijstvo. Kmetijstvo po infografiki iz leta Računskega sodišča je imelo takrat okrog 10%, nekaj manj svojega deleža. Zdaj, če pogledamo vse stvari, operativni program je bil 7-letni, je nekaj stvari, zame je bil, ko sem začel leta 16-17 to spremljati, prvi dokument, s katerimi smo se lahko naslonili za nekimi podatki, neke stvari in začeli sistemsko gledati na problematiko v kmetijstvu, kaj rabimo na sistemski ravni, da se stvari nekako spravijo v okvire, da bomo lažje v prihodnosti to gledali. Seveda, mnenje Računskega sodišča pove točno to, kar smo v zadnjem času že vsi priča. Seveda, vsaka politika mora nekaj svojega narediti, ampak največ pa lahko seveda naredimo kot posamezniki. Kot posamezniki tudi popoldne pri svojem vsakdanjem življenju. Na kmetijstvu, katere v blaženje se vključujejo seveda vse prakse, ki zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, potem seveda trajnostno upravljanje z tlemi, upravljanje živinoreje, ravnanje s kmetijskimi odpadki, obnovljivi viri in uprava ure še in trajnostno načrtovanje rabe kmetijskih zemljišč. Prihaja pa še ta agroforestry, to je pač kmetijsko gozdarstvo, oziroma ni še točnega prevoda v slovenski jezik. Načeloma je to, če zdaj grobo pogledamo, na kmetijskih površinah ali v Sloveniji že imamo kraške pašnike, ekstenzivne sadovnjake, potem so mejice in tako dalje. Ko bo dejanska definicija, bomo tudi to upeljali v našo kmetijsko politiko. Da lahko se gremo vseh te stvari, smo se pri nas lotili sistematično. Prvo je bilo seveda ureditev zakonodaje. Leta 2017 smo uredili prvi segment, to je za spremljanje, zbiranje ponorov, kar so takrat najbolj aktualna zadeva. Zdaj v pretekli leti smo še dali za spremljanje stanja kmetijskih tal, spremljanje emisij toplogrednih plinov in pa seveda podnebno poročilo. Od leta 2016 izvajamo sistematično vzorčenje kmetijskih tleh in seveda ostalih zadev, kot so v drevesih, opadu, grmičev, to pa za potrebe ponorov. Na ta način dobimo izračun, koliko je potencijala oziroma koliko kmetijstvo prispeva k ponorom, ampak pri ponori se ne računa samo organska masa v tleh, ampak se računa celotna organska masa v trajni nasadi, v drevesih, grmičev in tako dalje. Spremljanje stanja tal, sistematično vzorčenje izvajamo od leta 2021 naprej in namen vsega tega pa je, da stvari spravimo v digitalno obliko, kar pa je naša želja že bila, da bi z letošnjim letom, pa vendar zaradi določenih tehničnih ovir bomo, upam, da to začeli z naslednjim letom, tako da pričakujte, da v prihodnjih letih bomo ogromno teh podatkov začeli tudi javnosti obveščati. Nazadnje bojo pa vsi ti podatki na koncu bili obvladani na atlasu okolja. Kar se tiče pa predlaganja, to pa predvsem jutro govorili, smo pa tudi začeli z prenovo strategije za predlaganje. Seveda, če povzamem, mi spremljamo redno, kaj se dogaja na EU ravni, mednarodni ravni, strategije, zakonodaje, etc. Kot ste sami videli, smo z dr. Verbičem zelo sistematično vse ukrepe, tudi preden je komisija dala ven smernice, predvidela v strateškem načrtu, kar je zame bilo eno boljših, bolj primernih zadev, da smo korak preden komisija nam da, ker v preteklosti je bilo značilno, da smo vedno čakali, da komisija nekaj izdala in smo potem gledali stvari. Seveda, napor bomo mogli narediti na spremljanje ukrepov v strateškem načrtu, zelo natančno, ukrepi so ključni, pa seveda vse, bom rekel, spogledujemo že za pripravo za naslednji načrt, kaj bomo morali vključiti v noter. Če se ponovim, bolj ali manj,
kaj bo v prihodnosti. Trajnostno kmetijstvo, to, kar je že Tanja zdaj imela trikotnik, to je ključnega zaveda, potem vse strategije, kaj bojo bile, natančen model za zbiranje podatkov, modeliranje ukrepi, sinergije med prilagajanjem, blaženjem, med blaženjem, biosteto in tako dalje. Naravne rešitve, nature-based solutions, je tudi ena od tem, ki se prihaja zdaj. Vse oblike vrste namakanja, natančnost bolj namakanja. Ključni segment v naslednjo perspektivo bo tako na socioekonomski vpliv. Tanja je imela napisan družbeni, ampak to je ena ista zadeva. Raba energije, seveda pa inovacije v kmetijstvu, robotika in tako dalje. In prihaja pa tudi še sodobne tehnike žlahtnjenja v rastlinski predelavi in pa še v živinoreji. To je pa skica, ki sem jo naredil, da lažje predstavim, kak je ta podnebna politika zelo prepletena med sabo in pa kako jo treba dejansko videti, za kjer pogled gledaš. Ampak ne glede na kaj, blaženje, prilagajanje ima svoje lastnosti, v bistvu sinergije med sabo in to je ključnega pomena za te zadeve prihodnosti. Kar se tiče strateškega načrta oziroma programa razvoja podeželja, osebno menim, da imamo malo vprašanje, ali smo sploh pripravljeni. Mi gremo že zdaj že v 5. obdobje in dejansko komisija se predstavlja PRP oziroma zdaj strateški načrt kot stopnice. Tisto, kar je sedaj v strateškem načrtu, je osnova v naslednjem. Nažalost, kar ugotavljam, ko sem tudi analizo delal, teh stopnic mi dejansko v preteklosti nismo nekako usvojili, vendar zdaj pač poskušamo z vsemi aktivnostmi, da bi te dejansko lahko šli korak naprej in da bi se pripravili na vse stvari. V prihodnosti bo ključno natančen sistem spremljanja, monitoring emisij, predvsem na ukrepih, podatki bojo ključni, podatki, to nam skozi govorijo, najti tiste ukrepe, ki na področju blaženja, ki daje dodatne ugodnosti za kmete, predvsem za naš reliefno območje. Omenja se tudi nekje priprava potencialne strategije nizkih izpustov, ni še 100%, ni še zanesljivo, ampak se čezdalje bolj pogosteje na teh mednarodnih dogodkih omenja in pa seveda ugotoviti, kje so tisti primerni ukrepi, kot sem rekel, za naše razmere, za naslednji strateški načrt. In vprašanje, ki se mi tem pojavljajo, ali je Slovenija sploh pripravljena za te izzive, kako vključiti inovacije v to slovensko kmetijstvo in pa seveda, kaj je potrebno narediti, da bomo dobili dovolj kakovostne podatke o kmetijski predelavi. Evo, Tanja, s tem sem jaz zaključil. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in imenu članov strokovne skupine za govedorejo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, s katerimi smo skupaj pripravili današnje gradivo. V prispevku bom govorila, na kakšen način svetovalci javne službe kmetijskega svetovanja pripomoremo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. V mislih imam predvsem metan in didušikov oksid. Poudarila pa bi, da ima javna služba kmetijskega svetovanja že v letošnjem letu v programu dela vsebino in sicer nalogo, kot prioritetno nalogo prilagajanje podnebnim spremembam, oziroma znotraj katere so začrtane tako naloge kot tudi aktivnosti, ki seveda se dotikajo današnje teme. Lahko rečem tudi, da se svetovalci s problematiko reševanja in blaženja posledic podnebnih sprememb ukvarjamo že vrsto let. Se vemo, da je kmetijstvo odvisno v veliki meri tudi od vremenskih razmer. Svoje znanje prenašamo v prakso preko osebnih svetovanj, preko raznih panožnih krožkov, delavnic, strokovnih predavanj, kakor tudi preko objav člankov, prispevkov in tehnoloških listov. Svetovalci, specialisti iz posameznih zavodov, ki smo člani strokovnih skupin za govedorejo, prašičerejo in tudi rejo drobnice. Dejansko se
srečujemo redno in dejansko rešujemo aktualno problematiko na področju živinoreje, tako da svoje znanje dejansko nadgrajujemo tako doma kot tudi v tujini. Prav tako pa sodelujemo tudi v številnih javnih naročilih in sicer pripravljamo vsebino, kakor tudi strokovno gradivo za usposabljanje rejcev in tudi sodelujemo v številnih projektih, ki se nanašajo tudi na to temo. Pri svojem delu se seveda srečujemo s številnimi izzivi in sicer od iskanja rešitev pri rekonstrukcijah hlevov iz vezane reje v prostorejo, pri raznih adaptacijah kmetijskih objektov, tudi objektov za rejo živali, kakor tudi pri novogradnjah. Osebna svetovanja seveda stremijo k zasledovanju ciljem, ki izboljšujejo dobrobit živali in tudi dejansko izboljšujejo oziroma izmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Naprimer, na sliki vidite primer kmetijskega gospodarstva, ki je prešlo iz vezane reje na prostorejo, torej iz 30 na 60 krav moznic. Nosilcu kmetijskega gospodarstva smo pomagali pri pripravi tehnološkega načrta, pri pripravi gradbene dokumentacije. Kot vidite sami, govorimo o sodobnem hlevu odprtega tipa. Rejec je tudi upošteval ukrepe, ki blažijo posledice ki zmanjšujejo posledice emisij toplogrednih plinov in sicer izbiral je primeren material gradbeni in tudi naprimer na ta okenske odprtine je postavil tudi senčila. Z nosilcem kmetijskega gospodarstva dejansko sodelovanje nadaljujemo in sicer pri pripravi krmnih obrokov in pri optimizaciji krmnih obrokov. Pri svetovanju uporabljamo seveda različna orodja, kakor tudi sodobne pripomočke. Rejcem med drugim svetujemo tudi o tehnologiji pridelave kakovostne voluminozne krme in močne krme. Prav tako pregledujemo podatke, pridobljene s centralne podatkovne zbirke govedo, kakor tudi podatke iz ostalih baz in na ta način kar pa dejansko vpliva oziroma je predpogoj za optimizacijo krmnega obroka. Že vrsto let se ukvarjamo tudi z načrtovanjem prehrane domačih živali. V zadnjih letih se naša služba poslužuje enotnega programa za optimizacijo krmnih obrokov in sicer program, ki ga uporabljamo, je produkt dolgoletnih raziskav na evropskem trgu in dejansko upošteva sodobne normative, ki so dejansko tudi primerljivi in uporabni tudi v slovenskem prostoru. Lahko rečemo, da tako načrtovana prehrana živali vpliva na dobrobit živali, potem boljšo prirejo, kakor tudi ekonomiko in nenazadnje tudi pripomore k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Z rejci se srečujemo tudi v okviru panoznih krožkov in sicer odvisno je to od vrste in prireje živali. V zadnjih letih pa smo panožni krožek nadgradili z računalniškim programom pri prireji mleka in sicer kolegi svetovalci iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota so ta program razvili in ga tudi pridno nadgrajujejo ter posodabljajo. Vsi ostali sistem pa tudi ta program uporablja, sistem javne službe kmetijskega svetovanja in sicer s tem računalniškim programom in podatkov pridobljenih iz FADN obdelav in tudi podatkov pridobljenih iz sumarnika centralne podatkovne zbirke govedo, lahko vplivamo na tehnološke izboljšave na posamezni kmetiji in s tem izboljšujemo ekonomiko prireje mleka. S pomočjo programa za izračunavanje krmnih obrokov, ki je bil prej omenjen, pa izračunavamo tudi ekonomske in okoljske učinke ukrepa krmljenja prašičev z zmanjšano količino dušika. Lahko rečem, da smo z dosedanjim delom že veliko pripomogli k blaženju posledic podnebnih sprememb. V bodoče bomo pa še uspešnejši in sicer na način, da se bomo svetovalci javne službe kmetijskega svetovanja še naprej izobraževali, tako doma kot tudi v tujini, ter se vključevali v razne projekte.
in tudi imeli možnosti ogledov dobrih kmetijskih praks. Moram pa tudi poudariti, da smo v letošnjem letu bili uspešni pri pristopu oziroma vključitvi v 2 mednarodna projekta, in sicer Horizon Europe, in sicer Climate Smart Advisor in Climate Smart Farm Demo. V sklopu projekta Climate Smart Advisor bomo svetovalci sodelovali z najboljšimi svetovalci iz drugih držav evropskih in si s tem pridobili nova znanja, ki bomo jih potem s pridom dejansko prenašali na naše kmetije. Svetovalci, specialisti, torej, kot sem že omenila, se izobražujemo tudi v tujini, kar je s stališča prenosa novih znanj v prakso izrednega pomena. Zato smo se tudi v letošnjem letu podali na Dansko, in sicer člani strokovne skupine za prašičarjev pri Kmetijsko-gozdarski zbornici, kjer smo si dejansko pogledali novosti na področju genetike. Obiskali smo številna podjetja, katera se dejansko ukvarjajo z razvojem novih sodobnih načinov krmljenja, torej, kjer vključujejo svojo lastno software opremo. Pogledali smo si tudi podjetje, kjer dejansko deluje, kjer razvija sodobne sisteme prezračevanja, in tudi bili v stiku s podjetjem, ki je v prašičereju naredilo veliki korak, se je razvilo zaprt sistem odgnojevanja, ki sami veste, da že iz boksov, in sicer to veste, da pripomore tudi k zmanjšanju emisij amonijaka v zrak. Skratka, v novembru se pa podajamo člani strokovne skupine v Nemški inštitut v Grub, kjer bomo si tudi ogledali novosti z področja tehnologije reje, kako tudi predstavili nam bodo raziskave, ki se dotikajo tudi današnje teme, ter tudi novosti z področja krme, prehrane in nenazadnje tudi zdravstvenega varstva živali. Lahko rečem, da podnebne spremembe so postale stalnica. Naša naloga je in bo bodoče, da kmetijska gospodarstva usmerjamo v ukrepe, preko katerih bodo dosegli cilje blaženja emisij toplogrednih plinov. Po to seveda štejemo razne investicije, torej vključevanje investicije, kot je to v nakup in uporabo kmetijske mehanizacije, za gnojanje z živinskimi gnojili, z majhnimi izpusti v zrak. Potem upamo, da bodo se vključevali tudi investicije in gradnje hlevov in tudi adaptacije ter nakup ustrezne hlevske opreme, ki pripomore k blaženju teh posledic, od naprimer hlevska oprema, ki omogoča prezračevanje in hlajenje, kakor tudi vključevali sisteme za ločeno zbiranje živinskih gnojil, ki vključujejo se dejansko trdi od tekočega dela, kakor tudi, da bodo šli v izgradnjo skladišč za živinska gnojila, torej zaprtih skladišč za živinska gnojila. Prav tako bomo rejce spodbujali k optimizaciji krmnih obrokov, še posebej rejce, ki imajo nižjo prirejo, ker vemo, da lahko tukaj na enoto izpustov toplogrednih plinov naredimo največ. Prav tako bomo rejce usmerjali v selekcijo, na selekcijo za višjo prirejo in kakor tudi na višjo odpornost za vročinski stres. V strateškem načrtu, kot ste ga že predstavila, torej za leto 2023-2027 je v okviru KOPOP-a tudi intervencija, ki rejcem omogoča povrnitev stroškov za kemijske analize krme in optimiranje krmnih obrokov. Namen intervencije je zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, in sicer spodbujanjem izboljšanja kakovosti krme in tudi krmnih obrokov za krave molznice in goveje pitance, za prašiče pitance in tudi za ovce in koze. Pri izvajanju intervencije smo zaznali določene pomanjkljivosti. Mogoče bi tukaj izpostavila samo eno, naprimer na kmetijah, kjer redijo krave molznice in tudi bike pitance, pride do podvojevanja kemijskih analiz krme. In prav zaradi tega pričakujemo, da bomo le-te z vsemi deležniki uskladili, in sicer z namenom, da se čim večje število kmetijskih gospodarstv bodoče tudi priključi tej intervenciji.
Ja, kakšne izzive pa nas čaka v javni službi kmetijskega svetovanja v prihodnosti. In sicer za namen prilagajanja in blaženja posledic sprememb bo v prakso potrebno seveda uvesti številne nove tehnologije. Zato bomo potrebovali čas, tako rejci kot tudi svetovalci in seveda novo znanje, ki ga bomo pridobili na način, kot smo ga sedaj. Veliko pričakujemo od mednarodnega projekta Climate Smart Advisor. Lahko rečem, da glede na trenutne aktivnosti ter izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, bodo v naši službi potrebne tudi kadrovske okrepitve. Za zaključek mogoče bi pa podala samo še par povzetkov z današnjega predavanja, in sicer svetovalci javne službe kmetijskega svetovanja svetujemo in prenašamo znanje na kmetijska gospodarstva, ne glede na intenzivnost prireje. Veliko dela vidimo še na kmetijskih gospodarstvih z manjšo intenzivnostjo, torej običajno so to kmetije na OMD območjih, živali redijo na vezani reji, kakovost doma predelane krme je odvisna od številnih dejavnikov in samo z optimiranjem krmnih obrokov mi ne bomo zasledovali teh ciljev. Trudimo se, da te kmetije tudi vključimo v omenjene ukrepe, vendar brez koriščenja nekih investicijskih sredstev se take kmetije ne bodo mogle prilagajati vsem tem zahtevam, ki dejansko blažijo posledice emisij. Veliko, naprimer, kmetij ima tudi težave pri pridobivanju gradbene dokumentacije, še posebej, če so locirane v strnjenem naselju in dejansko se želijo širiti. Tukaj vidimo veliko težav pri prestavitvi kmetije izven naselja, kar dejansko mi to spodbujamo. Za vse to, kar sem zdaj omenila, bo potreben čas, da se rejci prilagodijo spremembam. Veste, da smo v takšni panogi, ko prestrukturiranje čez noč ni možno. Mogoče bi samo še za konec povabila vse rejce, da se poslužujejo ukrepov, ki zmanjšujejo in blažijo posledice podnebnih sprememb in da dejansko koristijo možnosti strateški in ponuja strateški načrt. Hvala za besedo. Hvala lepa. Evo, najlepša hvala, gospod Rajnfeldša, da ste si vzeli danes čas, da ste z nami. Midva sva v petek že kar opravila en zanimiv pogovor in me veseli, da lahko del tega pogovora ponoviva. Vi ste mladi prevzemnik. Ob pomoči družine nadaljujete selekcijske uspehe že več generacij usmerjene govedorejske kmetije. Kot ste mi sami v pogovoru že povedali, ste na kmetijsko zemljo zelo navezani in tudi občutite veliko odgovornost do vaše kmetije, ki so jo pa z veliko skrbnostjo in garantjo ustvarili vaši predniki. Zdaj, slišali ste kompleksno temo, tudi vi ste seznanjeni z vsemi pritiski, ki pritičajo tej panogi, verjetno tudi sami dobro zaznavate ta različno videnje ljudi, in pa stroke na razvoj te vaše panoge. Zato bi vam v bistvu zastavila nekaj kratkih vprašanj, predvsem v povezavi z prihodnostjo, kako jo vidite. In mogoče bi zelo na hitro šla skozi 3 ključna vprašanja. Recimo, pa začniva ravno s tem, kako vi kot intenzivni govedorejec vidite razvoj te panoge? Kako vidite, tudi sami imate male otroke, vi ste mladi prevzeli kmetijo in kako jo vidite čez 10-20 let? Izvolite. Ja, dobar dan. Pred govedorejo so zelo težke čase. Trenutno imamo govedorejci občutek, da smo glavni onesnaževalci okolja, da za vse to, kar se trenutno z okoljem dogaja, smo mi glavni krivci, ampak to je zelo daleč od tega. V bistvu slovenska govedoreja je zelo cenjena drugod, samo doma ne. Če bi bili doma cenjeni, bi se mogoče slovenski potrošnik pa slovenski kupec malo večkrat odločil za domače izdelke, ne pa se odločajo za tuje. Zdaj, glede teh istočnic, ki so bile danes podane, če bi slovenski govedorejci oziroma slovenski kmetje vsemu temu sledili, potem
do se slovenske kmetije zapirale še dvakrat hitreje, kot se sedaj. Vsi kmetje, vključno pa v tem času, ko so gnojila in vse to tako drago, znižujemo stroške, koliko se da. V minus oziroma v neke nedoločene normative pa ne moremo več iti. Mi se zdaj trenutno odločamo, da bi pač dušik čim bolj v zemljo injektirali. Hlev smo prenovili pred 2 letoma, tako da je čim bolj zračen in čim bolj udoben za živali. Tukaj v bistvu trenutno, kar premoremo v novem programskem obdobju, smo se odločili, da bomo uporabljali čim več metulnic, s tem bomo vezali dušik. Po drugi strani pa bomo v prehrani goveda s tem dobili beljakovine, kar pa je dvojni učinek z enim delom. Lično. Najlepša hvala, super. Mogoče naslednje vprašanje za vas. Velikokrat v javnosti, verjetno tudi vi slišite za pobude, da bi mogoče nekoliko, da bi njivske površine, ki so, na katerih kmetujete, čim bolj sprostili za pridelavo več rastlinske hrane, ki je neposredno namenjena prehrani ljudi, se pravi za krušna žita, za zelenjavo. Kaj bi vi o tem povedali? Ali tudi vi recimo razmišljate o prestrukturiranju vaše kmetije in ali je take stvari mogoče doseči, take obrate možno doseči hitro? Glede na to, da ste tudi sami veliko investirali v vašo kmetijo, kaj bi vi rekli o tem? Razmišljate o prestrukturiranju, ali vidite tu ovire in izzive? Samo prestrukturiranju kmetije trenutno niti ne razmišljam. Kot ste že v uvodu rekli, naša kmetija je skozi več generacij se razvijala v levo govedarejsko kmetijo in v tem smo trenutno kar uspešni. Sam pa, kot ste povedali, sem iz Bolehnečic. V Bolehnečicih imamo tako imenovani suhi zadrževalnik. Tam notri imamo mi kar 15 hektarjev kmetijskih zemlje. Zdaj, če bi mi tam imeli leto zelenjavo, sploh ne bi nič imeli, ker v bistvu od ječmena pa koruza tudi nismo nič uspeli predelati. Na srečo imamo nekaj tam v tem zadrževalniku, nekaj travnikov. Tam smo letos enkrat kosili za prehrano živali, 3-krat pa za to, kar smo dobesedno travo uničili. In zato to se dogaja vse na naših lastnih površinah, zato nismo dobili niti centa odškodnine od države, v bistvu s tem ščitimo druge, na kmeta pa kot se vedno v Sloveniji najrajše pozabi. To je tako, da v zelenjadarstvu tam notri ne bi bilo kaj dosti uspeha, smo pa govedarska kmetija, ki ima veliko trajnih travnikov. Trajne travnike imamo tam, kjer imamo dobre sosede in jih ponavadi v soboto ropotanje moti, pa tudi smrdi rado včasih, tako da trajne travnike puščamo tam, kjer nam za to pogoje, ali sosedski, ali pa pogoje zemlje ne dopuščajo druge panoge. To pomeni poljedelstvo na določenih tipih v Sloveniji odpade. In mislim, da bi se tega mogli zavedati, da pač vsega pa gozdorati, pa posejati zelenjave, pa poljščin, pa pšenice pač ne moremo. In se stenujemo, tako se radi hvalimo, kako imamo Slovenijo lepo, pa raznoliko, po drugi strani pa bi radi vse posplošili, pa dajmo zdaj zelenjavo gor, pa gotovo. Najlepša hvala. Zdaj mogoče samo še pogled, recimo, katere so tiste ključna vlaganja, ki jih imate vi v mislih, ko razmišljate ali o prilagoditvah zaradi višjih temperatur ali zaradi boljše okoljske učinkovitosti vaše kmetije. Kaj je tisto, kar vi zdaj imate v svoji viziji, v kaj bi radi investirali, razvili naprej vaše kmetije? Kot sem že povedal, kmetijo trenutno zdaj najbolj pripravljamo na to, da bi čim manj krme kupili. Kot sem rekel, bomo v obroke živali vključevali čim več metulnic, s tem bomo tudi zmanjšali dokupovanje dušika, čim več dušika lastnega, ki ga proizvedejo goveja živina, bomo porabili, porabimo ga tako že doma, pa bomo ga učinkovitejše uporabljali s temi novimi metodami. Za razvoj kmetije za naprej pa kot očem 2 malih otrok sem pred veliko dilemo, ali otroke uvajati v kmetijstvo ali pa jim rečete, poiščite si nekaj drugega, bolj pametne ideje, ker jaz sem kmetijo prevzel
zelo mlad, jaz sem bil star 23 let, ko sem kmetijo prevzel, in to kar dobro kmetijo. Zamislil, pa vse mogoče, da je pa zdaj boljše, pa vidim, da ni boljše, kvečjem je slabše, ker kmet, poklic kmeta, ne, je že v osnovni šoli, ko sam spodal v osnovni šoli, bil zelo zasovražen, zdaj pa še dvakrat bolj. In miselnost ljudi, da je treba spremeniti do tega, da pač kmet ni največji onesnaževalec okolja, kmet je v bistvu nekaj, v govedoreji se vse vrti. Pred smo predstavitvi čule. Pa da zaključiva mogoče z enim takim optimističnim tonom vendarle, a ne? Kaj bi vi vseeno pa povedali pozitivnega, recimo, zakaj pa vseeno ustrajati? Ne glede na to, da ja, razmere niso optimalne, ampak če zaključiva v pozitivno, kaj pa je tisto, kar vidite pozitivno in vas pri vašem delu in tudi to, da ste tako mladi prevzeli kmetijo, vseeno veseli in vas motivira za delo za naprej? Veseli me to, da kljub temu vsemu, kar se dogaja, še vedno vsako jutro v 5 stanem z voljo do dela in to me veseli. Dokler pa tudi to, da mogoče pa prihajajo ti časi, ko bo kmet cenjen, pa bo tudi slika drugačna, ker poklic kmeta, za kmeta se ne odločiš, pa ne meš zdaj reči tak, zdaj bom kmet. S tem se rodiš, s tem sem se tudi jaz rodila in upam, da tudi so se moji otroci. Bi pa najbolje bil veseli, ko bi za 20 let ali pa recimo 30 let moji deca dale to delali, ne? Pa bi jaz bil samo en pomočnik na kmetije, pa bi bil ponosen na to, pa tudi rad bi bil ponosen na to, če bi te mogoče poklic kmeta bil cenjeni v družbi. To bi me pa najbolje veselilo od vsega, kar bi se lahko zgodilo. Najlepša hvala. Res vse dobro vam želimo. In res hvala, da ste si vzeli čas za nas. Hvala lepa.